Besedo predajam dr. Burniku, naši kolegi, ki bodo v naslednjih letih in desetletjih zaključevali študij. Seveda bo to po drugačni poti. Kakšna bo ta pot, ve najboljše prodekan Fakultete za šport, dr. Burnik. Hvala lepa. Nisem čisto prepričan, da zelo natančno vem, zaradi tega, ker se še dogovarjamo. Ampak kljub temu bi rad podal par informacij, ker tako in drugače smo vsi športni pedagogi vezani na fakulteto in srečujemo naše diplomante. Na začetku bi rad povedal, da imamo na fakulteti dve skupini, ki sta se zdaj skoordinirali in pripravljata ne skupen program, ampak dva programa. To moram povedati. Jaz bom zdaj predstavil to zadnjo verzijo, ki je na senatu dobila, če lahko rečem temu, zeleno luč, da nadaljuje s svojim delom. Namreč, v čem se razlikujeta te dva predloga? No, vam morda najprej nekaj za začetek. Kot veste, bo študij zdaj 5-letni, mi smo se odločili za sistem 3+2, 3 na prvi stopnji, 2 leti še na podiplomskem študiju in za področje za športnega pedagoga, ker je recimo za nas ena od zanimivejših stvari, bo treba končati 5-letni študij. No, poleg tega so se pokazale nekako težnje in pa potrebe, da bi iz teh usmerjanj, kot jim rečemo popularno, nastale študijske smeri. Naš predlog je pa, da bi nastali študijski programi. Vendar na tak način, da bi bil možen celo prehod iz vseh programov na katerega koli, v vertikalni in v horizontalni smeri. Kot vidite, so programi, pravzaprav niso večina nič novega. Pojavil se je recimo samo program športni menedžment, ki pa že poteka in je edini, ki je že sprejet v povezavi z ekonomsko fakulteto. In morda nekaj novega, da na desni strani dodiplomski in pa tudi podiplomski študij v prvi fazi se imenuje kinesiologija, potem pa šport in zdravje. Zakaj štirje programi in ne samo smeri? Zato, ker po zaključenem programu dobijo kandidati, oziroma tisti, ki ga končajo, diplomo in poklic. Če končate pa samo smer, je pa bil pa enotni poklic. In recimo dr. Dežman je lahko rekel, da sta dva programa, en je bolj, mislim, da je uporabil besedo konzervativen in previden, drug je pa nekaj bolj drzen in pa malo bolj inovativen. Seveda vse te smeri smo utemeljili, ne samo s kompetencami, ki so v zadnjem času seveda zelo pomembne in na nekatere splošne kompetence pravzaprav postavljajo razumejo oziroma univerza, ampak tudi predmetno specifične in recimo ta skupina je začela z tega konca graditi, da se najprej ugotavljajo, kaj je potrebno, da naši diplomanti znajo, zato da lahko upravljajo svoj poklic in zdaj smo prišli že na predmetnik in na predmete. V prvi fazi je bila podpora zelo velika, ko pa smo prišli na predmete, so se pa pojavljali razne slovi in strahodi, ki jih bomo zdaj na naslednji seji senata razbili oziroma prikazali tako, kot so. Gre za problem tako imenovanih teoretičnih in pa praktičnih aplikativnih predmetov. Obstaja nek strah, da bi prevladali samo teoretični predmeti, jaz mislim neupravičeno, da recimo ta program, če gremo na športno vzgojo,
je uravnotežen tako, da je približno 42 razmerje, ostali del je pa izbirnih predmetov, ki morajo biti izbirni. Celo 10% mora biti takih, ki jih lahko izbirajo iz katerekoli fakultete v okviru univerze, v okviru univerz, slovenskih in tudi evropskih. Največ težav nam dela normativ, da ne sme biti v letniku, celo v 2 semestrih, več kot 9 predmetov. Zato se predmete združujemo v neke sklope. Prav tako so vsi predmeti vrednoti ne samo z urami, ampak tudi s kreditnimi točkami in prvi stopni je potrebno doseči 3x60 180 kreditov in drugi stopni 2x60 120. Za prehode med posameznimi programi, recimo, ker so tudi vstopni pogoji različni, je pa predvideno do 60 kreditov. To je pravzaprav eno leto študija. Torej obstaja strah dilema, kako zdaj pa nekdo recimo iz športne rekreacije, ki bo imela drugačen program, kot je bil tisti, ki smo ga do zdaj imeli, bolj usmerjen na poklic, namreč v vseh 3 smereh, no pa tudi športni vzgoj, bojo lahko po prvih 3 letih ljudje iskali zaposlitev, seveda ne v šoli. Bo pa omogočen prehod do 60 kreditov, da se bojo recimo potem preusmerili iz tega programa na recimo športno vzgojo, na športni zdravje, na športni menedžment. To je pravzaprav nakratko. Ta schema namreč ne pove zelo veliko, ampak za en tak grob pogled, če ima kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril najbolj, če bom zelo, pa včasih nekdo kaj kazno vpraša, da nismo še čisto do konca življenja. Jaz naj bi postavila vprašanja, pa se bom mogoče eno pojasnilo. Videli ste, da se profilirajo 4 poklici. To pa zelo preprosto pomeni, da bo potem številčno bistveno manjši izhod na primer športnih pedagogov. S tem mi tudi poskušamo zregulirati trg, da ne bi imeli množice nezaposlenih ljudi. Zato se mi zdi tudi en od pomembnih argumentov, zakaj je bolje imeti programe kot pa smeri. Ostali imajo konec koncev veliko bodočnost, če se bomo na trgu znali izboriti. Šport in tista smer rekreacije, koliko je bila zdaj sicer v zatonu, vendar, da bi rekla množstvo ekspanzijo turizma, mislimo, da je tam veliko zaposlitvenih možnosti. Tista smer, ki je mogoče trenutno še zelo tako, šport in zdravje se dobro sliši, ki metodologija malo lahko zavaja, ki je pa usmerjena v bolj specialne programe, ima pa izjemne potencijale v starejših osebah. In tako da jaz mislim, zaposlitvenih možnosti je ogromno, ampak zato je treba imeti specialne znanje. In treba je tudi trg zregulirati. Da dobimo, 200 diplomantov letno, ki potem iščejo službo, pa ne vejo, kam bi se dali, ker imajo na specifičnih področjih manjko znanja. Tako da to se mi zdi ena taka pomembna stvar. Ja, hvala lepa. No, naj povem, da smo že letos, ko smo morali zdaj ta hit napovedati število prostih mest, število zmanjšali. Ne sicer za veliko, ampak smo ga. Predvsem na programu športne vzgoje, ki znamo tako